aplavz. Pozdravljamo pohodnike, ki so opravili pot iz Bertokov na Strmin. S harmoniko jih spremlja Toni Rakar. Take punce, pacijenca, zmera, bodo še prišli. Hvala. Že tradicionalni slovesnosti, ki je že 19. po vrsti, si na tem lepem koščku istrske zemlje spominjamo veličine narodno-osvobodilnega boja in nepozabnih zgodovinskih dogodkov tega obdobja, spomnimo se padlih borcev in premnogih žrtev za svobodo, tako kot smo to počeli vsa leta, ko je ta dan veljal še za državni praznik. In položili cvetje na spominska obeležja v Bertokih, Svetemu Antonu, Dekanih, Škofijah in Hrvatinih. Vino žrtvovali življenja, pa tudi tistih, ki so umrli v zadnjem letu dni, s trenutkom tišine. Slava jim. Vse prisotne prav prisrčno pozdravljam. V zadnjem mesecu dni smo se trudili in uredili vse, da smo organizirali to srečanje. Najprej mi dovolite nekaj besed o preteklih dogodkih, ki smo jih imeli v Kopru. Bili so kar burni, bili so nenačrtovani, bili so zelo veliki in bilo je prav, da smo bili sestavni del teh dogodkov. Kaj za protest delavcev Luke Koper. Ta protest je bil hudo močen, bi lahko rekel, kajti na trgu se je zbralo do 4500 ljudi. Partizan Danilo Petrinja pa je bil prvi graditelj Luke Koper in zato smo borci bili tudi tam in ponosni na to in zato sem imel tudi govor, da je zveza razpisala nagrade za najuspešnejšo krajevno skupnost v lanskem letu, torej krajevna skupnost, ki je največ novih članov pridobila, pa še kaj zraven. To je za lansko leto bila krajevna organizacija Bertoki. Nismo hoteli solza in grobov. Branili smo zemljo, našo, domačo. Branili naših ljudi govorico. Branili smo naših polj pšenico. Pokušali trenutke miru in svobode v zavetju gozdov in gora. Branili smo polja, branili gozdove, branili smo mesta, branili vasi. Umirali smo za bodoče rodove, za tiste, ki bodo in ki jih še ni. Prebojili skrbjo, dobro zemlje, smo se jali, bojevali se in srčno. Zato, drage tovarišice in tovariši, dragi vsi, ki leto za letom, letos že 19. organizirate srečanje borcev, antifašistov, podpornikov vrednot narodno-osvobodilnega boja tukaj na Srminu, dragi prijatelji.
Najprej bi vam želela v imenu predsedstva Zveze borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja izreči pohvalo. In sicer pohvalo vsem krajevnim organizacijam Zveze borcev, se pravi Bertoki, Svet Anton, dekani, škofije in Hrvatini, ki pod pokroviteljstvom Združenja borcev in protifašistov Kopra organizirate to prireditev. Lepo pozdravljam vse pohodnike, ki ste se na današnji vroč dan podali iz Bertokov na Srmin. Pozdravljam pa tudi člane domoljubne organizacije Tiger, člane Zveze veteranov vojne za Slovenijo in pa tudi predstavnike Zveze slovenskih častnikov. Svet zataknemo za vse, ki so dali svoje življenje za našo svobodo in samostojno Slovenijo. Vendar med nami imamo tudi še vedno borce, ki so na svojih koži doživeli strahote druge svetovne vojne in rada bi jih, vsaj to, kar sem jih registrirala, tudi imenovala. Karlo Bertok, Danilo Ivančič, Jože Furlan, Franc Škerjanc, Alojz Štenka, Max Vezovnik in na koncu Irma Černac. Letos smo sprejeli 14 novih članov. Da mu izročimo priznanje, ki si ga je zaslužil. Evo ga, to skaklja. Hvala lepa vsem. Da bi še dolgo nosil prapor. Hvala vsem. Hvala. Gospa Dragica, to pa je. Lovci so zelo hvaležni, če nam odstopijo prostor, kajti mi jim zmeri lepo počistimo in ko gremo s Srmina, sploh ne vejo, da smo bili na Srminu. Medlo, ki mu ga vračam, smo mogli, da nas čisti ta prostor. Zato smo jim borci odstopili eno boljšo mesto. Nekdaj z bolestjo smo sebe zavrgli, svoje ponižanje, svoje gorje. Krik maščevanja na ustih zatrli, ga zakopali globoko v srce. To, da vletlanil vihar je presilen, kopaj čevine raztrgal oko. Širil je zopet žar novega dneva, ja do poslednjih primorskih domov. Širil je zopet žar novega dneva, ja do poslednjih primorskih domov. Strojnice svojo so pesem zapele, zrak je pretreslo grme.